Na našem vrtu imamo v spomladanskem času težave z bramorjem. Delal je škodo že na solati, tukaj smo jo nadomestili. No, ko smo odstranili zastirko, pa smo opazili njegov značilen rov. Rov je tak droben, debel, za prst. Danes pa bomo ukrepali na biotičen način in to je z entomopatogenimi ogorčicami. Več bom povedal v nadaljevanju. No, preden uporabimo pripravek, pa je dobro, da odstranimo vso zastirko, kajti po celotni površini bomo dodali organizme, ki ga napadejo, usmrtijo. Vse skupaj pa je prav nič ni nevarno za ljudi, domače živali, deževnike ali druge koristne talne mikroorganizme. No, pa kar gremo na delo. Entomopatogene ogorčice dodajamo v oblačnem vremenu in danes je idealen dan, ne želimo, da je preveč sončno. Odstranili pa bomo tudi zastirko, ki smo jo dodali v aprilu. Vidimo, da je čisto tanka in proti temu škodljivcu je vedno dobro ukrepati spomladi. Tukaj je še en rov, se ga jasno vidi, in tukaj še eden, tako da vidimo, da imamo kar aktivnega bramorja in bo treba hitro ukrepati, preden se prerazmnoži. Razmnoži se v maju, začetku junija, in če ukrepamo v tem času, nam potem ne dela škodo tudi kasneje. Drugič proti njem pa ukrepamo še v jesenskem času, to je v septembru, začetku oktobra. Pomembno pa je to, da so tla ogreta na 12 stopinj in več. Ena taka zalivalka z 10 litri zadostuje za 100 kvadratnih metrov. Seveda pa je treba vse skupaj redčiti z vodo. V drugo zalivalko dolijemo 9 litrov vode, dodamo še 1 liter, vse skupaj dobro premešamo in z eno 10-litrsko zalivalko zalijemo 10 kvadratnih metrov vrta. Celotna embalaža pa zadostuje za 100 kvadratnih metrov, če uporabimo 50 milijonov entomopatogenih ogorčic. No, sedaj bomo dodali dvakrat pol litra ogorčic v 9 litrov vode in, kot sem rekel, potem zalili površino 10 kvadratnih metrov. Ostalo pa naj se še raztaplja in bomo potem zalili celoten vrt. Pred zalivanjem z entomopatogenimi ogorčicami je dobro tudi okopati gredo, to pa zato, da suspenzija lažje prodre v nižje plasti. Pripravek nema star, ko ga kupimo, naročimo ga lahko samo po spletu, pa hranimo do uporabe v hladilniku. Seveda pa ga je treba porabiti tudi do datuma roka uporabe, ki je vtisnen na zadnji strani, tako da to je tisto ključno. Zmešate boljše z mlačno vodo, kot pa preveč hladno, in aplicirate, kot sem rekel, enkrat do dvakrat spomladi, enkrat jesen, in to ponavljate 2 do 3 leta. V zalivalki imamo 10 litrov vode za 10 kvadratnih metrov in enostavno zelo hitro hodimo, pošpricamo po vrtu in na ta način pravzaprav odmerimo tudi točno količino. Delo v oblačnem vremenu je kot nalašč dobro. Polijamo lahko tudi po rastlinah, nič ni narobe. Tako da, kot sem rekel, entomopatogene ogorčice niso škodljive za ljudi, živali, ostale koristne organizme v tleh. Tako da enostavno celotnih vseh 10 litrov porabimo na 10 kvadratih.
Potem pa vzdržujemo vlažna tla še vsaj 14 dni, da se ne izsušijo, kajti entomopatogene ogorčice najdejo bramorja predvsem v vlažnih tleh. Bramorja seveda motimo tudi z okopavanjem, mu rušimo rove, poti. Jaz v ta namen uporabljam kar rezalno motikovanko, kirurško okopava okrog sadik, tako da redno okopavanje zagotovo pripomore, vsekakor pa, kot sem že predhodno omenil, zalivamo z gorčicami in to večkrat ponavljamo. Jaz bom na tej površini vse skupaj ponovil tudi čez 14 dni, da bo učinek še boljši in vztrajal pri tem vsaj 2 do 3 leta. To pomeni, da z entomopatogenimi ogorčicami zalivamo enkrat do 2krat spomladi in enkrat v jesenskem času, nikakor ne zalivamo celo leto na 14 dni. Tako smo pravzaprav najbolj učinkoviti in preprečimo bramorju razmnoževanje, še preden je naredil večjo škodo. Sledite nam tudi na spletnem portalu Zeleni svet, Facebooku, YouTubeu in pa Instagramu.